Danes si bomo skupaj pogledali dokumentarc na svoji strani, ker bi rada podala svojo kritiko, svojo analizo tega dokumentarca in v bistvu povedala, kaj sem jaz razbrala v tem dokumentarcu in kaj je zapisano med vrsticami. Ampak preden začnemo s samim dokumentarcem, naj povem sploh zgodbo, kako smo prišli do sem, ker je zelo, zelo, zelo zanimiva. Če me še ne poznaš, če si danes prvič tukaj, živijo, moje ime je Tea Bažon, predstavljam se pod umetniškim imenom Tea Lumina, sem sodobna čarovnica in vodnica skozi nevidni svet, kar pomeni, da imam zelo izurjeno intuicijo, zaznavam subtilne energije in lahko se povežem z energijami drugih ljudi ter na tak način v bistvu vstopim v njihovo podzavest in najdem njihove vzorce, obnašanja, njihove blokade, bolečine in jih seveda s pomočjo svoje intuicije oziroma energijskega dela tudi pomagam razrešiti. Ta svoj talent sem začela intenzivno nadgrajevati leta 2021, ko sem se povezala s svojim učiteljem. Takrat sem napisala tudi svojo knjigo SLT, ampak ko sem s svojim učiteljem to zgodbo zaključila, mi je bilo malček dolg čas in razmišljala sem, koga bi si izbrala kot naslednjo žrtev. Seveda žrtev dam v navednice, zato ker moje delo vedno temelji na principu v najvišje in največje dobro vseh. Vedno stremim k temu, da se s svojim delom pripomorem k boljšemu svetu, k neki zabavi, sproščenosti in v bistvu dvigovanju vibracije, ne pa obratno. Ker je bil ta čas covida in je bil Janez Janša takrat predsednik vlade in je bil dosti časa tudi na televiziji, sem si seveda izbrala njega. Zakaj pa ne? Takrat sem se torej povezala z njegovo energijo, prišla sem v njegov svet, hotela sem mu nekaj ušpičiti, sem mu ukradla eno sliko in to sliko sem odnesla s sabo domov oziroma odnesla sem jo v svoj energijski prostor. Tistega večera sem gledala poročila in zgodila se je ena taka sinhroniciteta, ki me je ful prestrašila. Namreč na poročilih je bil Janez Janša, spodaj v vrstici pa je bila novica, kjer je pisalo, da iščejo oziroma da poteka iskalna akcija, iščejo punčko, ki se je izgubila na Dragonji, in omenjen je bil tudi rožnat nahrbtnik. To me je zdrznilo. Zakaj? Zato, ker sem tukaj našla to povezavo z energijskim nivojem, torej na energijskem nivoju me je Janez Janša iskal. Zakaj sem to povezala? Zato, ker pač rožnata barva je moja barva, barva moje energije. Sem punca oziroma ženska, kakorkoli, in Dragonja je zame zelo pomemben kraj. Več o tem sem pač govorila v prejšnjih epizodah, bom spodaj dala tudi linke, tako da si lahko pogledaš. Ampak v bistvu ta sinhroniciteta me je torej ustrašila in videla sem, da s takimi stvarmi ni heca, tako da sem takrat to vse skupaj pustila stati in na Janeza Janšo pozabila. 4 leta kasneje, novembra 2025, jaz dobim idejo, da bi ta svoj talent izkoristila še kako drugače in glede na to, da se bližajo parlamentarne volitve, sem predlagala svojim sledilcem, da bi se povezala z energijami politikov in v bistvu jih poskenirala. Ker sem dobila zelo, zelo veliko podpore od mojih dolgoletnih sledilcev, se je ta prvotna ideja, ki je bila mišljena kot zelo neka spontana, hitra, tako brez neke velike investicije časa, razvila v cel projekt in tako je nastal podcast Gola Slovenija. Odločila sem se, da se bom najprej povezala z Janezom Janšo, kajti njega sem že poznala. In ko sem prišla nazaj v to njegovo pisarno, sem se odločila, da mu vrnem sliko, ki sem mu jo 4 leta nazaj ukradla. Takrat sem mu to sliko dala na mizo. Vse, kar sem jaz videla na tej sliki, je bil pač nek rdeč flek oziroma bil je tak rdeče rožnast, podobni tej barvi, zato sem si tudi danes oblekla tole barvo. Ampak nisem vedela pač, kaj je ta slika, kaj je gor na sliki, kakšno ima vrednost ta slika. Pač enostavno sem mu jo tako vrnila na mizo, on jo je vzel, jo prepognil, odprl si je suknjič in sliko pospravil v notranji žep svojega suknjiča tukaj na prsni, pač na prsih. Kot že rečeno, to zgodbo sem dosti bolj natančno in v detajle opisala v drugi epizodi podcasta z naslovom Janez Janša in moj eksperiment, tako da te vabim, da si jo pogledaš.
Teden kasneje si za tretjo epizodo tega podcasta izberem Roberta Goloba. Povezala sem se z njegovo energijo, šla sem v njegovo pisarno, tam sem zaznala eno skrivnost, ampak Robert me ni spustil blizu. In kasneje ta dan sem si pogledala ta moj posnetek z njegovo energijo. Videla sem, da mu ni všeč in da je bil v bistvu razočaran in jezen name. Kasneje sem videla, da sta imela z Janezom neke debate in ko sem kasneje razbrala, čez par dni, mu je v bistvu Janez svetoval, naj me zapre v zapor, ker me bo na tak način energijsko omejil in tako ne bom mogla razbrati te njegove skrivnosti. Fora pa je, da mi je Janez zrihtal izhod iz tega zapora, čeprav mu ne bilo treba, ampak point je bil, da me preko tega izhoda vodi do njega. Namreč, takoj ko me je Robert zaprl v zapor, sem našla tam neko režo, šla sem v to režo, hodila sem po nekem jašku oziroma zračniku in ko sem prišla ven iz zračnika, sem prišla direkt pred Janeza Janšo. On mi je takrat rekel: glede na to, da te je Robert zaprl v zapor, se zdaj lahko ukvarjaš z mano. Ta vikend pa je prišla premiera njegovega dokumentarca na televizijo. Jaz sem takrat mislila, da bo premiera v soboto in sem si jo ful želela pogledati, ampak ker doma nimam televizijskih programov, sem vprašala oziroma sem moji sestri poslala sporočilo, če ima geslo do internetne televizije, ampak Messenger ni delal oziroma tega sporočila ji ni hotel poslati. Kar sem videla kot eno zanimivo znamenje in kasneje tega večera je Janez tudi prišel do mene, na energijskem nivoju seveda, in me prosil, naj si tega dokumentarca ne pogledam, namreč skrbelo ga je, da bi ga zaradi dokumentarca videla v slabši luči. In obljubila sem mu, da tega dokumentarca torej ne bom pogledala. Ampak v nedeljo je mene to zelo, zelo mučilo, jaz sem si ta dokumentarec ful hotela pogledati. In poklicala sem svojo sestro, jo vprašala, če mi da njeno geslo, in preden se je premiera sploh začela, sem se povezala z Janezovo energijo in mu povedala, da si ful želim pogledati ta video in da obljubim, da bom poskusila pogledati preko svojih predsodkov in da zaradi dokumentarca pač ne bom spremenila mnenja o njem v negativno smer. In on mi je zaupal, tako da potem zvečer ob 8 sem imela tudi možnost si pogledati ta dokumentarc, gledala pa sem ga skupaj s svojim partnerjem. Že v prvih 10 minutah se je zgodilo nekaj, kar me je zdrznilo. In tekom dokumentarca se je zgodilo dosti takih ključnih trenutkov, ki so me na tak ali drugačen način šokirali, oziroma mogoče šokirali je mogoče malo pretirano, ampak dejansko so me pač zdrznili in sem videla, da je v tem dokumentarcu nekaj veliko globljega. Namreč ena ključna stvar, ta prva stvar, ki me je zdrznila, je bila ta, da se pravi, dokumentarec je narejen tako, da gremo v različna poglavja in na začetku vsakega poglavja Janez pogleda neke slike in tudi mi dobimo vpogled v te slike. Lahko si pogledamo, kakšne slike on gleda in potem v bistvu zgodba tistega poglavja se nanaša na slike, ki smo si jih pogledali. In mislim, da v drugem poglavju, ko govori o svojem očetu, je naredil nekaj, kar sem bila, oziroma ni me šokiralo, ampak me je v bistvu pritegnilo mojo pozornost na drugačen način. Namreč, ko je pospravil slike, je odprl suknjič in slike pospravil v notranji žep tega suknjiča. In to me je potem peljalo v nek tak miselni proces, bom potem razkrila kakšen. Bomo danes šli čez te ključne stvari in bom povedala, kaj vse me je tako zdrznilo, sicer pa sem nekaj že povedala v prazničnem reportu, bom dala tudi za ta video link spodaj v opis videa. Dan po premieri, torej v ponedeljek, mislim, da je bil to 22. december, sem se jaz odločila, da bom posnela eno tako hitro analizo, kritiko tega dokumentarca. Hotela sem to posneti takoj po premieri, ko je bila zadeva še vroča in seveda tudi dostopna na televiziji, ampak energije mi tega niso dovolile. Odločila sem se, da bom to analizo posnela malo kasneje, ko mi bo pač to čas dopuščal, tega časa nisem imela in po božiču v bistvu pa sem se popolnoma odklopila od politikov, ker sem rabila čas zase, da se spet povrnem nazaj svojo energijo in da se napolnim svoje baterije. Ko sem se v ponedeljek
5. januarja 2026 vrnila nazaj v svojo rutino, sem seveda šla takoj pogledati, če je ta dokumentarc še vedno dostopen, ampak žal ni bil več na televiziji. In tle sem bila malček razočarana, ampak sem rekla, ok, verjetno je to namen, verjetno pač ni bil point, da jaz o tem dokumentarcu sploh karkoli natančno govorim. Dan kasneje, v torek, 6. januarja, sem posnela ta praznični report, ker sem pač omenjala ta dokumentarec in nekaj stvari. In takrat me je prešinila misel, oziroma že prej se je ta misel pojavila. Glede na to, da je Janez uporabljal slike v tem dokumentarcu, sem razmišljala, kaj, če bi on mogel v tem dokumentarcu povedati še neko pomembno stvar, ampak je ni mogel, ker sem mu jaz 4 leta nazaj ukradla sliko na energijskem nivoju. Zdaj seveda, on to sliko ima še vedno doma. Ampak ker sem mu jaz ukradla, se ustvari energijska blokada. Zdaj, če bi on hotel to zgodbo povedati, bi jo seveda lahko, oziroma če bi energije to dovolile, oziroma če bi energije to zahtevale, bi kljub temu, da sem jaz to sliko v navednicah ukradla, bi Janez še vedno lahko to zgodbo povedal. Ampak iz nekega razloga je morda delček tega dokumentarca ostal skrit oziroma nepovedan. Jaz vsako jutro naredim dnevno tarot napoved oziroma napoved energiji, kaj se obeta v prihajajočem dnevu, in na ta dan, torej v torek, 6.1., se je moja dnevna napoved glasila tako. Zanimivo. Nekdo, od kogar smo se v preteklosti veliko naučili, a je svoje prave namene skrival za masko, se zdaj znova vrača in nas lahko preseneti z zanimivim izzivom. Videti je, da sta obe strani zdaj na isti valovni dolžini, kar se lahko razvije v zelo zanimiv pogovor. Zdaj logično, zjutraj, ko sem jaz pisala to napoved, nisem imela pojma, na koga se nanaša, lahko bi se nanašala na več različnih oseb, ampak zvečer, enkrat zvečer pa začutim, da je Janez prišel v moj energijski prostor. Povežem se z njegovo energijo in videla sem, kako je stopil pred mano s takim nežnim nasmeškom. Odprl je suknjič, iz žeba potegnil sliko, to isto sliko, ki sem jo jaz ukradla in kasneje vrnila, mi jo dal v roke in mi rekel, to je zdaj tvoja naloga. Ti boš povedala ta del zgodbe. Jaz sem to sliko vzela, pogledala in spet pač na njej nisem videla nič konkretnega, kot sem to neko rdečkasto rozasto barvo. Nisem mislila, da bi bila to jaz, ampak po drugi strani bi lahko bila to neka moja energija, ne vem. Ampak ker nisem nič konkretnega videla, sem mu pač rekla, kaj pa je ta zgodba, ne? Kako naj jaz povem to zgodbo, če pač ne vidim te slike. In Janez mi je rekel, jutri boš izvedela več. In pride jutri, torej sreda, 7.1. Moja dnevna napoved se je glasila tako. Vezano na včerajšnjo dogajanje bomo od neke osebe prejeli priložnost, za katero sprva ne bomo vedeli, kako jo izkoristiti. A kmalu vstopi še tretja oseba oziroma energija, ki bo zmotila dogajanje in prinesla spremembo. Od tega trenutka dalje se začne zanimiva dinamika, ki nam bo pomagala stopiti na višji nivo. Zdaj vedela sem, da se bo to nekako navezovalo na Janeza Janšo in to neko sliko, ki mi jo je dal, ampak seveda nisem imela časa se ukvarjati z energijami na ta dan, imela sem ful opravkov in ful dela, tako da sem bila v bistvu bolj v tem svojem fokusu. Predpostavljala pa sem, da bo ta tretja oseba ali energija verjetno Robert Golob, ki se bo nekako spet vmešal zraven. Ampak zvečer grem jaz po tuš in razmišljam, kako se je ta energija danes odrazila v mojem življenju, ne? Kje je zdaj ta tretja oseba, kje je zdaj ta neka dinamika, nekaj, kar zmoti, nekaj, kar prinese spremembo. In takrat me prešine. Zjutraj, kmalu potem, ko sem objavila to mojo napoved, sem prebrala en komentar neke osebe, ki je napisala, da me je zelo zanimivo poslušati in med drugim je dodala, da je ta dokumentarec dostopen na YouTubu.
In jaz sem bila takrat, ko sem pač to prebrala, ful navdušena. Kot prvič zato, ker YouTube je ful dosti boljši portal kot te internetne televizije. Bila sem navdušena nad tem, da je dokumentarec dejansko dostopen javnosti. In bila sem tudi navdušena zato, ker sem vedela, da bom zdaj lahko posnela svojo kritiko. Torej, zvečer sem šele dojela to povezavo in ugotovila, da ta tretja oseba, ki zmoti dogajanje, je bil to, torej ta komentar, ki mi je prinesel novico o tem, da dokumentarec obstaja na internetu. In seveda takoj sem se odločila, da moram danes, torej v četrtek 8. januarja, takoj posneti to mojo kritiko. In zvečer sem naredila domačo nalogo, sem se vse lepo napisala, izpisala, da bo to potekalo čim bolj gladko. Ok, to je zdaj ta okvirna zgodba, meni se je zdela ful zanimiva dinamika, kako se to vse nekako prepleta. Kakšno zgodbo o Janezu bi jaz mogla povedati, ne vem. Predvidevam, da je nekako povezano z mojo energijo, ne konkretno z mano, ampak z mojo energijo, ker je bila pač na tej sliki neka taka rdeča barva oziroma rožnata. Zaenkrat še ne vem, kaj naj bi ta zgodba bila, če bomo danes odkrili ali ne, tudi ne vem. Morda je to samo kot neka uvertura in kasneje tekom naslednjih epizod se bo razkrila kakšna posebna zgodba, ki bo pomembna za ta dokumentarc. Bomo videli. Preden začnemo zdaj s samim dokumentarcem, pa ti seveda svetujem in te vabim, da si tudi ti sam oziroma sama pogledaš ta dokumentarc v celoti. Dostopen je na YouTubu, na kanalu Planet TV. Če napišeš na svoji strani, ti bo prišel kot prvi zadetek. In šele potem te seveda vabim, da si pogledaš tudi mojo kritiko. Če pa te ne zanima celoten dokumentarec, pa nič za to, bom ga obnovila in pa seveda bom tudi še malo dodala. Ok, dokumentarc se začne s tem kadrom, kjer vidimo pač nek stol. Tukaj je videti, da gre to za nek star stol, torej očitno ima neko sentimentalno vrednost. V splošnem izgleda tako zelo neudoben, ampak je pač tak lep vintage stol, bi temu lahko rekli. Zdaj, ta stol ima zelo zanimivo zgodbo. Namreč jaz sicer še nisem opisala pisarne Janeza Janše, ne, kot jo vidim na energijskem nivoju, ampak če zdaj samo omenim, v svoji pisarni ima on lesen stol, sicer tam je bolj tak, ima dosti višje naslonjalo in je tudi tapiciran s takim rdečim žametom, recimo za razliko od Roberta Goloba, ki pa ima tak mehek, udoben stol, oblečen v usnje in je prav tako rdeče barve. To ima seveda vse nek simbolni pomen, ampak glede na to, da je tukaj za ta dokumentarec izbral tak lesen, na videz neudoben stol, mi to kaže, da v bistvu cel ta dokumentarec oziroma to, kar je tukaj govoril, so stvari, ki za njega niso preveč udobne, torej je nekako se postavil v pozicijo nekega neudobja. Zdaj, tekom celotnega dokumentarca imamo konstantno tako isto kompozicijo, torej ta stol je v samem centru, kar je tako zelo nekreativno za moje pojme, pač jaz sem umetnica, tako da jaz imam rada take bolj, se mi zdi, da bi pač ta centralna kompozicija res tako na prvo žogo ne izraža nobene kreativnosti in tukaj se mi zdi malo škoda, da so se tako odločili, ampak ok. Zdaj, vidimo ta stol in potem pač Janez Janša tukaj pride zraven, odpre album in tako se v bistvu začne skoraj vsako poglavje, torej z nekimi slikami. Si pogledamo malo slike in tukaj mi je všeč potem v bistvu, kako on sploh začne ta film. V letih in desetletjih življenja se nabere veliko spominov, vse se pa nekje začne. Vse se pa nekje začne. Začne se kje? Na svoji strani. Ok, potem pa gremo tukaj v ta kader. Tukaj imamo torej zdaj spet to centralno kompozicijo.
Zdaj, jaz bi tle malček kritizirala tega scenografa oziroma tega, ki je izbiral perspektive za kader. Pač dalo bi se to narediti ful bolj kreativno, tudi če je bil res ta dokumentarec nizkoproračunski, to se gre samo za pač drugačno kompozicijo. Nekako se mi zdi tako preveč prazno, premalo kreativno, ampak po drugi strani pa ta kader nosi tudi neko simbolično zgodbo. Namreč v tem delu Janez govori o svojem otroštvu, govori o tem, kako je bilo njegovo otroštvo skromno, kako so bili v bistvu na nek način revni, ampak seveda te revščine se niti ni čutilo, ker niso vedeli, kako je pač drugje. Govori, kako je imel brezskrbno otroštvo, njegov oče sicer ni bil veliko doma, pove, da ga je mama naučila reda, oče pa trdega dela. Z očetom je kot otrok hodil na gradbišča in pomagal graditi hiše, kar je Janez rekel, da si ne predstavlja, da bi danes spet tako počeli, kar je res, ne, danes je itak čisto drugačna generacija. Nekako izbira tega kadra je taka pusta oziroma prazna, dobro, saj je ozadje nekako razgibano, ampak tukaj bi rekla, da če so se namenoma odločili za tak kader, so se to odločili zato, da bi simbolno pač prikazalo to njegovo brezskrbno otroštvo, ker je pač odprti kader in tako nič ni kaj preveč zanimiv. Zdaj čisto tako tak bolj kreativni vidik, kaj bi jaz naredila, ne. Kot prvo, jaz bi njega postavila sem, ne, na tretjino in tukaj bi pa dala v drugi nivo, ne vem, da je tle nek grm, neko drevo, se pravi, da je malček več globine, ker tukaj imamo frontalno figuro in pa potem ozadje, ne, se pravi samo dve plasti. In če bi njega dali tle na tretjino, bi lahko tle v ta del, v drugo plast dali neko grmovje, neki, da je malček bolj tako razbito, malček bolj živahno. Ampak okej. Zdaj, če gremo, meni je bil zanimiv ta predvsem detajl, ko on začne govoriti. Ko se začne ta kader, ima on tako roko na ustih, v neki taki pozi misleca, kar se vidi, da v bistvu tle tuhta, zbira misli. In spet tle, kako je slučajno, kako je on tle postavljen na tem stolu, ful tak malček zoprna postavitev kamere, ker se zdi tako zelo neudobno in nekako se zdi, kot da bo zlezel dol s tega stola, kar simbolično v bistvu nakazuje, da je to del življenja, o katerem mu je dosti težko govoriti, vsaj javno. Potem pa je še tukaj ta detajl, ko se tako popraska po ustnici in tukaj se čuti to napetost v njem, torej zbiranje misli, fokusiranje, pač tle se čuti, da je bil precej napet. Kar pa se tiče recimo kostumografije, izbrali so mu za ta kader en tak preprost pulover, kar se mi čisto lepo sklada v bistvu s samo zgodbo, ki jo je v tem poglavju tudi pripovedoval. Pri Janezu mi je zanimivo, ker ima on eno tako zanimivo gibanje telesa, ne. Kot sem že omenila, v tem prazničnem ali predprazničnem reportu Janez Janša zelo malo uporablja svojo govorico obraza, kar pomeni, da je zelo težko razbrati kakšne take stvari med vrsticami. Ampak uporablja pa tak gib, ne, se pravi, dostikrat tako premetava glavo sem in tja. Zdaj, jaz sem razmišljala, kaj bi to lahko pomenilo, in v bistvu, ko razmišljam, kaj pomeni neka določena telesna govorica, pogosto naredim to, da pač človeka oponašam, torej da pripovedujem to, kar je on pripovedoval, in probam v bistvu posnemati njegove gibe. In na tak način poskusim ugotoviti, kaj ta določen gib simbolno pomeni oziroma kaj nekako subtilno izraža. In tega v bistvu nisem mogla glih točno razbrati, sem pa enkrat nekaj, kadar sem jaz sama doma, ne, jaz se rada pogovarjam na glas sama s sabo, in sem enkrat nekaj govorila in pol sem naredila točno tako. In ko sem to zaznala, sem se vprašala, čakaj, o čem sem govorila, in nekako se mi zdi, pač to je zgolj pač to ni zdaj dejstvo, ampak
predpostavljam, da kadar on tako miga z glavo, da takrat v bistvu subtilno izraža, da v tem, kar pripoveduje, čuti neko ali obžalovanje, ali neko škodo, ali pač da nekaj bi si želel, da je drugače. In tako, dajmo zdaj pogledati tale gib. Očeta veliko ni bilo doma, ker je deloma delal v Nemčiji, pa tudi drugače je pač iskal dodatne zaslužke, tako da je bilo veliko dela, oziroma 3 vogali in pol so bili na mami. Evo, tako tu je bilo torej zelo lepo vidno, kako je tle dosti tako delal, ne. Tako da tle se čuti, da mu je bila nekakšna škoda, kar je logično, ne. Kot otroci si tako vsi želimo, da so naši starši prisotni, kot otroci smo lačni starševske ljubezni in glede na to, da njegov oče je bil zelo delaven in ga ni bilo prav dosti doma in je v bistvu 3 vogale hiše nosila njegova mama, je s tem v bistvu gibom pokazal, da čuti škodo ob tem, torej da mu je škoda, ker ni mogel biti z očetom bolj povezan. Tukaj tudi pove, da je v bistvu, da so se radi kot otroci igrali te kavbojce pa indijance in da se mi zdi kavbojci, indijanci. V glavnem, da ko je prišel v šolo, da je bil to za njega šok. Čakaj. Je res, Janez? Tako mi je ful smešno. Hej, Janez. Da je bil to za njega šok, ampak da se je ful hitro navadil na ta šolski režim. In da je bil večinoma odličnjak. Veš, Janez, jaz sem pa bila vsa leta odličnjakinja in od Popoviča sem celo dobila zlato ribico za nagrado. Me je pa v bistvu ta del tudi na nek način prešinil, oziroma ta del mi je tako rahlo bil, že v tem delu sem rahlo začutila to neko povezavo z mano, ker jaz imam na svoji spletni strani brezplačni priročnik Prvi koraki v nevidni svet in v bistvu v 2. poglavju tega priročnika prav povem to, da kot otroci smo bili vsi zelo, zelo povezani z domišljijo in smo se znali igrati take igre, ne, kot je tudi Janez govoril, te kavbojci in vse to, ampak potem, ko pridemo v šolo, pa nas preseneti realnost in pridemo v to rutino. In tudi tukaj je torej Janez rekel, da ga je to šokiralo oziroma da mu je to bil nekakšen tak stres v otroštvu, ampak da se je dokaj hitro navadil, da je bil priden za učenje in tudi, da je zelo rad bral. High five? Ne, okej. Pa nič, Janez, v redu. Okej. Gremo naprej. Okej, potem pridemo v tale kader. Zdaj, ta kader mi je že malček bolj simpatičen, ne, malček bolj kreativen, ker nimamo več tako zelo centralne in prazne kompozicije, kot lahko vidimo, tukaj gre ena taka lepa linija tako gor. Zdaj, v tem kadru imamo tukaj pač to figuro in tukaj imamo to pomembno figuro, tako da tle je že bolj ta tretjinski kader, ki je meni osebno dosti bolj zanimiv in bi si želela, da bi bilo več takih kadrov v tem dokumentarcu, ne, da ni vse tako centralno in simetrično. Ampak tukaj on govori predvsem o svojem očetu in o njegovi težki izkušnji, pa tudi malček o svoji izkušnji, ki je nekako povezana z izkušnjo, ki jo je doživljal tudi pač njegov oče. Nahajajo se tukaj pred jamo, to je strašna jama, je rekel, oziroma strašni kraj. In pred to jamo je bil njegov oče ustreljen leta 1945, če sem prav razumela, se pravi, ko je bil polnoleten. Pred to jamo so ga ustrelili in čez par dni je prišel ven živ. Ta zgodba je težka za Janeza, pač to se tudi vidi, tudi recimo, kako sence padajo na njegovem obrazu, seveda to je vse po naključju, ampak naključja zelo veliko govorijo o trenutni energiji. Se vidi, da je pač to poglavje za njega zelo, zelo težko. In recimo vidimo to tudi tukaj na njegovih rokah. Namreč večino dokumentarca ima on tako držo rok in ta drža nekaj zelo pomembnega govori. In sicer, ko on drži takole roke, takrat nakazuje, da zadržuje zelo veliko čustev oziroma zelo poskuša regulirati, kaj pove. To ne pomeni, da on karkoli laže, ampak samo pove, da ta čustveni vidik
ta težka čustva zadržuje v sebi in to je kot neka taka notranja tolažba, ki si jo dajemo, ko držimo roke tako, ker nekako hočemo ohranjati neko kontrolo in hkrati se s tem v bistvu prizemljujemo. Ko on tako stiska, prste ima tako zelo krčevito, in v bistvu s tem na nek način se hočeš prizemljiti in ohranjati fokus, da res poveš samo bistvene informacije, da ne greš preveč v te čustvene vode. Zdaj, jaz sem opazovala tudi nekaj drugih videov, on dostikrat drži tako roke, ni to vedno tako, da kadar drži tako roke, da vedno zdržuje neka čustva, ampak pogosto pa je to nek vzorec. In recimo konkretno v tem poglavju, pa tudi v otroštvu smo videli, da je imel večino časa dlani tako. Ko se je ta kader prvič pojavil, jaz sem v bistvu bolj opazovala tega pač ozadje, kje je zdaj to, kaj je ta jama, kaj je ta ograja. Potem pa on tu pač pove o svojem očetu. Evo, tu je vzel, jaz tega recimo nisem še takrat zaznala. Vzel je ven slike, tukaj vidimo pač neke nek otroštvo, ne, to so sestra pa njegov brat. Tukaj na strašnem kraju. Vendar, če se moj oče takrat ne bi rešil iz te jame, mene danes tukaj ne bi bilo. Evo, ko je to naredil, jaz sem bila alert, alarm, ne, kao Teja, pozorno. To, pač ta detajl, ko si on pospravil te slike v žep, je mene spomnil na ta dogodek, ko sem mu na energijskem nivoju vrnila sliko in si jo glih tako pospravil v žep. In tle se je v bistvu vse začelo, vsa ta povezava, kaj če sem mu jaz ukradla sliko in zaradi tega, ker sem mu ukradla to sliko, on nekaj ni mogel povedati v dokumentarcu. Ali pa morda si ni želel, ali pa so mu drugi svetovali, naj tega ne pove, ali kakorkoli. Skratka, tukaj torej pove, da je njegov oče leta 1945 dopolnil 18 let, bila je neka italijanska racija, kasneje je bil mobiliziran k domobrancem, bil je v zaporu in pobegnil je iz stolpa po strelovodu. To mi je bilo tudi zelo zanimivo, ker pač dan pred tem sem jaz pobegnila iz zapora po nekem zračniku in tle se mi je zdaj spet zdela neka taka zanimiva sinhroniciteta. Torej na robu te jame je bil streljen, po nekaj dneh je prišel živ ven, in Janez ga je opisal kot trdoživ kmečki fant in da je v bistvu v svojem življenju njegov oče, oziroma preden je dopolnil 18 let, doživel toliko hudega, oziroma toliko pač tako intenzivna dogajanja so bila, da bi jih težko strnili v enem filmu ali pa v neki seriji. In v bistvu on za to očetovo zgodbo ni vedel, zvedel je šele v 80 letih, ko je prišel iz zapora na Roški. Takrat mu je to zgodbo povedala takrat mu je očetovo zgodbo povedala njegova mama, je pa njegovo zgodbo opisal tudi v svoji knjigi. Tukaj pove tudi, da je obiskal likvidatorja, pač tiste ljudi, ki so pobijali te domobrance ali kakorkoli, in povedal je, da je ta likvidator omenil, kako smo v bistvu vzgajali nadaljnje generacije v lažeh in da bo to zelo velik problem za Slovenijo. Ok, tle se torej dotaknemo take težke zgodbe in tudi vzdušje je tako težko, je pa vsaj sam kader nekako bolj prijazen in bolj tak dinamičen. Če pogledamo še kostumografijo, ne, tle je v bistvu oblečen bolj politično, ampak ima to jakno, ki je nekako taka bolj vojaška, oficirska, kar se v bistvu lepo sklada s to zgodbo, ki je on tukaj govoril. Zdaj recimo konkretno, kako sedi na tem stolu, se mi tudi zdi, da deluje bolj udobno, bolj je nekako notri v stolu, se pravi, so kamere malo bolj že postavili. Ok. Gremo naprej. Zdaj tukaj pridemo potem, naslednje poglavje je pred vojaškim sodiščem.
In če si zdaj pogledamo spet kostumografijo, ne, tle je pa spet v sukniču, torej bolj poslovna oprava. Ampak tako kot tle sedim, je ful zanimivo, ker ima tako zelo močna bedra, kar simbolično kaže na to, da zgodba, ki jo govori v tem poglavju, je zgodba, ki ga je ful ojačala. Namreč v tem poglavju govori o času, ko se je Slovenija osamosvajala oziroma osamosvojila in ko je bil on tudi zaprt na Metelkovi. Takrat je bila to seveda zanj zelo težka izkušnja, takrat je bila njegova hčerka stara komaj 1 leto. Zanimivo mi je, ker v temu poglavju večino časa roke drži v drugačni poziciji, torej v taki. In to nakazuje, da je te dogodke, ki jih je tle opisoval, že v veliki meri predelal, samo v enem delu v bistvu drži tako stisnjene roke. No, ampak kakorkoli, tukaj pove, da je Jože Pučnik človek, ki je oče naše države. On je pomagal pri osamosvojitvi Slovenije in takrat je on rekel, zdaj, če se bomo mi osamosvojili oziroma če bomo šli na to pot, je obramba prioriteta. Brez obrambe ne bomo mogli zagovarjati svojih stališčev, brez obrambe ne bomo uspeli pri osamosvojitvi. To je pač pomemben detajl, ok? Pol gremo v 4. kader, 4. poglavje in smo v bistvu tle. Zdaj, kje je to, ne vem, ali je to znotraj tega vojaškega sodišča, ali je to pri njemu doma, ali je to neka njegova pisarna, nimam pojma. Ampak v bistvu v tem delu pove, da je takrat v letih 1988, se mi zdi, se pravi malček preden se je Slovenija osamosvojila, on je kandidiral za predsednika neke stranke in takrat je napisal svoj program, v njem pa je izpostavil 3 točke, ki so takratno partijsko politiko pretresle do temeljev in povzročile represijo. Namreč tukaj je naredil on eno tako zelo, zelo drzno potezo, ki je nekako zaznamovala njegovo življenje. Če gremo spet na kompozicijo, ne, spet imamo to centralno kompozicijo, je pa trenutna scena veliko bolj živahna, igriva, tle imamo dosti stvari za gledati, imamo okno, skozi okno se vidi neka smreka, imamo zavese, imamo nek fotelj, imamo neko mizo s sadjem, imamo neko rožo, imamo neke slike tukaj, kaj je to, nek križ, vaze, papirji na mizi, neka knjižica tukaj, slika je v ozadju, ampak spet ne, pač tle bi bilo toliko boljše, če bi njega postavili recimo, da bi njega postavili recimo sem, na ta del, pa malček kamero bolj na levo, da bi bila potem ta roža tudi bolj tle na desni in da bi bilo v bistvu vse bolj tako nekako bolj razgibano, da ni vse tako zelo centralno, ampak okej, ne. Zdaj to, da so ga dali vedno na center, lahko nakazuje recimo na to, da tudi Janez Janša kot tak nima dosti kreativnosti v sebi, kar je logično, pač politiki glih niso kreativni ljudje v smislu neke umetnosti, so pa so bolj v bistvu nagnjeni k razumu, imajo bolj mentalni nivo razvit, tako da ja, to so pač detajli, ki so mene zmotili, to so detajli, zaradi katerih, ker če bi bili drugačni, bi meni bil dokumentarec veliko bolj prijetnejši za gledati, tako si pa konstantno v neki taki, pač vedno tako zelo neudobno se zdi, ker v bistvu kaj je fora, ne, on sedi centralno nasproti tebe kot gledalca, ampak nikoli ne pogleda v kamero, ne, vedno gleda tle nekega sogovornika, nekoga, ki mu pač postavlja neka vprašanja. In tako imaš občutek, kot da si v pogovoru, ampak hkrati kot da nisi. In če bi ga dali recimo na tretjinski, pač tle na tretjino in da bi on gledal malček čez kamero, bi se pa ti kot gledalec počutil dosti bolj udobno, ker bi bil nekako stranski, na stranskem tiru in bi bil samo kot nek opazovalec. Tle pa te v bistvu tle te je režiser oziroma kdorkoli je pač odgovoren za ta centralno kompozicijo, te je postavil dobesedno z njim nasproti, ampak on pa ves čas gleda mimo, ne, in tako nekako se počutiš kot gledalec vpleten v dogajanje, ampak hkrati nimaš besede in si tudi ti kot gledalec pač na subtilnem nivoju, na podzavestnem nivoju, si konstantno v neki taki obrambni poziciji, neugodni poziciji.
Če bi pa to spremenili, bi pa se kot gledalec počutil zelo, veliko bolj udobno in veliko lažje bi tudi potem posrkal informacije iz tega dokumentarca, če bi pač to upoštevali. Ok, zdaj tle on pove, katere 3 točke je on dal v ta svoj program. Pa dajmo pogledati. Povzročile potem represijo. To pa so svoboda posameznika, ki je omejena samo z enakovredno svobodo drugih, svoboda političnega organiziranja in priznavanja politične konkurence, kar omogoča svobodo izražanja, predvsem govora in tiska kot prva točka, potem druga tržno gospodarstvo z različnimi vrstami lastnine in z legitimiteto vseh posledic, ki iz tega izhajajo, in svoboda vsakega naroda do samoodločbe, vključno s pravico do odcepitve. Zdaj, to je bil moj program, zdaj oblast takrat pa je to razumela kot kontrrevolucijo in so potem prišle vse posledice. No, v bistvu zaradi tega njegovega programa je on v glavnem zašel v težave. Zdaj tukaj pove, da je dosti tvegal s tem, ampak čutilo se je, da je veliko ljudi bilo za to, da bi se Slovenija osamosvojila, zato je pač pogumno stopil na to pot. Če se sliši neko mjavkanje, je to moj maček, ki bi se zdaj rad igral, ampak nimava časa zdaj, Miško. Ok, bomo se poigrali. Zdaj, kje je bil glavni problem, ne? Tako kot sem jaz le razumela, kar je pač Janez povedal, pričakovalo se je, da bo Jugoslavija napadla Slovenijo, ker se pač Slovenija hotela osamosvojiti, odcepiti, in ker tega Jugoslavija ni hotela, torej Jugoslavija ni hotela tega, da izgubi Slovenijo, so seveda pričakovali napad Jugoslavije. In tukaj je bil tudi glavni problem to, da je 4 od 5, da so predlagali, da se Slovenija ne bi oborožila. Torej, 4 ljudi od 5 so predlagali, da hočejo mir, ampak Pučnik je pa to videl kot izdajo. Ker logično, če se ti hočeš upreti, oziroma če se ti hočeš na kakršenkoli način osamosvojiti in imaš nad sabo nekoga, ki mu to ni po godu, seveda te bo napadel in v tem primeru rabiš obrambo. Če gremo čisto na nek bazičen primer, ne, zakaj to zdaj razlagam? Zato, ker to je trenutek, zaradi katerega je Janša dobil zelo veliko nasprotnikov, predvsem tistih nasprotnikov, ki podpirajo Jugoslavijo in ki so nekako hoteli ostati v tem režimu. In ker je Janez nekako šel na to osamosvojitev, tisti, ki so bili proti osamosvojitvi oziroma ki so hoteli to enotnost za Jugoslavijo, so tukaj videli to kot neko napačno odločitev, ki jih je stala pač ne vem česa vsega. Pač verjamem, da so bili to težki časi, zelo čustveni, zelo intenzivni, tako da je treba razumeti seveda vse ljudi in logično tisti, ki so bili za Jugoslavijo. Bjanko. Tisti, ki so bili za Jugoslavijo, seveda niso želeli se osamosvajati, ker so vedeli, da bo to prineslo vojne in kdo si želi vojne, nobeden. Ampak če gremo torej na nek tak čisto klasičen primer, da lažje tudi mogoče tej, ki so bili proti osamosvojitvi, pogledajo morda iz neke nove perspektive. Predstavljaj si, da ti živiš z družino, kjer je tvoj oče, dajmo reči, nek tiran, pač ok, Jugoslavija mogoče ni bila tiranska, čeprav ne vem, takrat v tistem režimu je morda tudi bila. Predstavljaj si, da imaš očeta tirana in on zahteva, da si pri njemu doma, da nadaljuješ tradicijo, da nadaljuješ njegovo pač karkoli, prepoveduje ti, da delaš po svoje, prepoveduje ti, pač živiš doma v nekem strogem režimu in zdaj pa se ti hočeš osamosvojiti, pa rečeš očetu, glej oče, jaz bi pa rad šel svojo pot, jaz bi se rad osamosvojil. Ja, seveda boš dobil napad, ti ne moreš pričakovati zdaj, da ti bo pa oče rekel, ki je nekako tiranski, ne, da ti bo on rekel, ja seveda, sine moj, pojdi, ne. Če on izvaja neko represijo nad tabo, če te hoče v bistvu kontrolirati, obvladovati in če te vidi kot nekoga, ki mu boš dajal neko korist, mu ne bo dobro sedlo, če boš se ti osamosvojil in te bo napadel. Zato boš pač mogel reagirati. In tako tudi Slovenija, ker se je hotela osamosvojiti od Jugoslavije, ki pa si tega ni želela, ki tega ni podpirala, je bilo logično, da bo Jugoslavija napadla. In v tem primeru se ti moraš braniti. Enostavno tako je, kadar ti hočeš doseči neke svoje
ugovore, kadar hočeš doseči svoje želje in kadar se boriš proti nekomu, ki ti kontrira, je logično, da bo prišlo do konflikta in kreša in na to se moraš pripraviti. In tudi Slovenija je mogla biti na to pripravljena. Nekateri so vedeli, da bo Jugoslavija napadla in so se hoteli s tem zaščititi, ampak potem, ko je prišel ta ključni trenutek, je torej veliko ljudi tukaj odstopilo, torej 4 so rekli ne, hočemo mir. In to je bil trenutek, ki je v bistvu, ki ga Pučnik opisuje kot nekaj, kar se ne sme pozabiti. In tle pa je tisto, kar sem imela tudi v prazničnem, tem prazničnem reportu, ko sem rekla, da je bilo v bistvu ful, da je slonelo vse na Janezu, oziroma zdaj sem gotovila, da ni bilo toliko na Janezu, da je bilo bolj v bistvu na obrambi, ne. Dajmo pogledati. V bistvu dal prvo besedo na seji meni, ker je rekel, zdaj je pa od vas, od obrambe, ne, od tistih, ki imajo v rokah orožje, odvisno, ali bomo preživeli, ali bo Slovenija nastala, ali ne, sem bil praktično popolnoma nepripravljen. No, se pravi, predstavljaj si, ti si pač v obrambi in si kot neki general ali pač ne vem, kakšno konkretno funkcijo je takrat Janez imel, ampak da ti nekdo reče na seji, od tebe je odvisno, če bomo preživeli ali ne, pač to je tak velik pritisk za nekega človeka, in logično, če je on šel v to, seveda mora biti na to pripravljen. Je v bistvu iz take krvi, da lahko to prenese, ampak kljub vsemu na našo podzavest, na našo energijo je taka velika odgovornost, zelo, zelo, ustvari zelo, zelo veliko stresa, pritiska in prinese zelo veliko odgovornosti. In seveda, to so bili taki ključni in težki trenutki, tukaj bi vsak človek težko reagiral, pač najlažje je biti pameten, ko nisi v tej situaciji in ko gledaš od zunaj. Najlažje je biti tle pač sovražnik, ne, kaj je naredil Janša. Zdaj tudi moramo vedeti, da Slovenija takrat ni imela praktično nič orožja in kako se boš boril brez orožja, treba si je to orožje izboriti in del konflikta je tudi to, da se je pač Jugoslaviji odvzelo nekaj tega orožja oziroma da se je pokradlo to orožje, da se je lahko Slovenija pač borila za samostojnost. Glej, jaz sem se rodila v Sloveniji, v samostojni Sloveniji, oziroma v osamosvojeni Sloveniji in sem ponosna Slovenka. Jaz sem ponosna, da živim in sem se rodila v Sloveniji. Jugoslovanski režim, kot ga poznam, mi ni všeč, tako da jaz sem vesela, da smo šli kot Slovenci takrat v osamosvojitev. Kvečjemu bi dala krivdo na Jugoslavijo, ker je pač napadla, ker Jugoslavija bi lahko rekla, v redu, dajte se osamosvojiti, ampak bomo ostali povezani, bomo si medsebojno pomagali, kljub temu, da boste vi v bistvu ločeni, dajmo ostati v neki skupni, kot varianta Evropa, samo da je Jugoslavija, Združene države Balkana. In bi v bistvu to prineslo dosti večje koristi za vse. Tako pa je Jugoslavija napadla, ker pač ego, ne boste šli proč, mi vas hočemo tle. In celo so rekli pač kot v smislu, če se vi Slovenci borite, pač vas je 8% in če vas vse pobijemo, bo v bistvu Jugoslavija samo še močnejša, ne. Kar je v bistvu tle jaz dam prav Sloveniji in jaz vidim krivdo v Jugoslaviji. Slovenski narod se je pač hotel osamosvojiti in Jugoslavija kot neka zrela država, oziroma ta diktator oziroma pač predsednik, kakorkoli, pač te, ki so bili ta partijska oblast, kot neki srčni ljudje. Če bi bili to srčni ljudje, ne bi mogli reči, v redu, osamosvojite se, ampak bomo ostali pač povezani na tak in drugačen način. In to bi prineslo zelo, zelo veliko miru in predvsem ljubezni in predvsem povezanosti z ostalimi balkanskimi državami, da bi lahko še vedno delovali enotno. Pač to je moje mnenje zdaj, jaz ne vem, jaz nisem politik, jaz se ne spoznam na te zadeve, tako da mogoče tudi kvasam neumnosti. Ampak po mojem, da ne, pač to je dejstvo, ne. Ne vem, zakaj je mogla Jugoslavija napasti. Pač če so nas res videli kot neke šibke, samo 8% vas je, bi sploh lahko rekli, ja seveda, osamosvojite se, kaj pa boste vi, ne. Mislim,
ampak dajmo ostati povezani, dajmo si medsebojne koristi. In tle, jaz dam tle prav Janezu in dam prav Pučniku, pač, da so se zavzeli za to in logično so rabili orožja Slovenija takrat ni imela in logično, če te Jugoslavija napade, valjda boš ti naredil napad tako, da boš kradel orožje. Pač to se mi zdi neka normalna, logična igra. In zdaj ja, tisti, ki so antijanšisti, seveda bodo rekli, da sem šmrkava in nimam pojma in bla, 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 ampak ok, pustimo stati. Pač, jaz sem vesela, da je Slovenija Slovenija, ne. In kvečemu sem jezna na Jugoslavijo, ker je pač izvajala napad na to, ne. To se mi zdi v bistvu edini velik problem v vsej tej zgodbi. Ok, potem gremo v 5. poglavje in tukaj smo tle pri tanku. To je del, ki me je spet tako predramil in spet alarm. Zdaj, tukaj je edini del, ko on v bistvu gleda slike in hkrati tudi že govori, ker prej smo imeli, pač do zdaj smo imeli večinoma tako, da je on najprej pogledal slike v tišini, tudi mi smo si jih pogledali in potem je. V glavnem, to je edini del, kjer on govori medtem, ko gleda tudi slike. Dajmo si pogledati. Prisegi nove vlade razorožili, smo vedeli, da bo slej ko prej šlo za res in da se bomo merili tudi preko puškinih cevi. Zdaj, zakaj si je on tako izbral, ne, tukaj, da ne gleda v kamero, mi pove, da v bistvu tukaj nekaj, pa ne da skriva, ampak da je nekaj, kar noče glih izdati in zato v bistvu skriva svoj pogled, fokusira se na slike, pač dejstvo je, da, kot sem že omenjala, ne, ampak pač tle so mogli krasti orožje, mogli so se znajti kot Slovenija, ki ni imela orožja in pač verjetno so delali tudi kakšne umazane ali pa skrite posle. Zdaj, on tukaj pove, da je jugoslovanska armada računala na to, da bo Slovenija švoh in so jih namenoma napadli nepripravljene. In vidiš, tukaj je spet to, pač tukaj je kriva jugoslovanska armada, pač najlažje je napasti šibkejše, ne, najlažje je napasti takrat, ko nima nekdo orožja, ko nima zaloge hrane, ko nima varnostnih sistemov, seveda, ne, in kdo napada šibkejše? Ego je sam tisti, ko vidi šibkejšega in ga hoče zbiti, da ga uniči v trenutku, ne. Prava bitka je, da prideš na isti nivo in potem je v bistvu pač fair play, ne. Ampak v bistvu Janez je bil tle zelo prebrisan, on je prebrisan v dobrem smislu, on je to videl kot prednost oziroma v šibkosti Slovenije je uspel najti pot, ki jih je v bistvu postavila v prednost. Zdaj, tukaj mi je zanimivo, recimo ta del, dajmo si ga pogledati. Hrvaška, čeprav tam pričakujemo pomoč, nikoli ne bo dala. Ima dovolj obrambnih sil, s tem, da je za nas človeško življenje tudi v tej situaciji še vedno najbolj dragoceno. To se pravi, da se bomo borili tam, kjer bomo v prednosti. Nekatere enote jugoslovanske armade lahko pridejo na nekatere mejne prehode, lahko pridejo tudi na letališča z močnimi tankovskimi enotami. Toda, ko bodo tam, bodo spoznali, da so na tujem ozemlju, da so na meji tuje države, da so odvisni od naše infrastrukture, da se silo plebiscitarne odločitve ljudstva ne da spremeniti in čas bo pokazal, da jih bo vsako noč manj. Zdaj ne vem, če ste tle opazili, ampak najprej je rekel, da je človeško življenje ful pomembno, potem pa je rekel, čas bo pokazal, da jih bo vsako noč manj, ne, to je malce tako kontradiktorno, ampak po drugi strani je to razumljivo, ne, če te nekdo napada, vega, moraš se boriti nazaj in če je vsiljiv, ga pač moraš likvidirati. Kako češ drugače zmagati v vojni, ne. Zdaj, verjamem, da je on mislil s tem človeško življenje pomembno, da je mislil na obe strani, ampak glih to, ne, pač če te volk grize, ga moraš pač zaštihati, če nekako se boš, ali pa če se ti pustiš, pa da te volk požre, ne. Je pa fora v tem, ne vem, če ste opazili, ne bomo zdaj spet šli nazaj, ampak ko je rekel, da jih bo vsako noč manj, je tako pogledal izpod čela, kar je meni nakazuje na to, da v bistvu, kadar on tako pogleda, je v bistvu ful tako ono, ne me kritizirati, ampak tako pač je, ne, tako, to je bil en tak kratek detajl, no.
Se pravi, videlo se je, da je bil tle močen, ampak hkrati ga je pač tiščalo v sebi. Zdaj, trenutek, ki me je tako res pretresel, mislim tako, ne pretresel, ki me je res je bil tale, dajmo si pogledati. Smo se večkrat pogovarjali, zdaj, ko bo šlo za res, koliko časa bo to trajalo, ne, kaj bo z nami. Ne. In spomnim se Igorja Bavčarja, ki je rekel, to bo trajalo najmanj 4 leta, bomo zmagali, ampak bo trajalo najmanj 4 leta. Jaz sem vedel, da pač mi nimamo kapacitet, kar se tiče orožja in tako za daljši spopad, in smo vse načrte pripravili na to, da bo Slovenija gospodar na svoji zemlji v čim krajšem možnem času. Kljub temu pa nihče ni pričakoval, da bo Slovenija dosegla vojaško zmago in vsaj ravnotežje, kar se tiče razmerja moči na našem ozemlju, praktično v enem tednu. V enem tednu. In kot sem povedala na tem prazničnem reportu, jaz sem pač se rodila 8 dni po osamosvojitvi. Vojna se je torej začela 26. junija, jaz sem se pa rodila 3. 7. In ko je on rekel tukaj, da nobeden ni pričakoval, da se bo stanje umirilo praktično po enem tednu, sem šla potem raziskovati in tej vojni se reče 10-dnevna vojna in v bistvu na dan 3. 7. sem se jaz zjutraj ob enih rodila. In zjutraj so šli potem ta vozila iz Beograda proti Sloveniji, ampak so se iz ure v uro kvarila in obstala ob cesti, potem pa se tudi brez boja sta se predala 2 oficira, 3 podoficiri in 45 vojakov. In seveda, ne bom rekla, da sem jaz pač tle kakorkoli pripomogla, ampak ko je on rekel po enem tednu, da je vse to presenetilo, jaz sem tukaj videla pač jaz sem to videla in dojela kot, da sem pač jaz prinesla mir in hkrati, ko sem se jaz rodila, sem na energijskem nivoju Janezu Janši pomagala, da se je ta vojna končala in da mu je uspelo. Zdaj, še enkrat naj povem, jaz nikoli nisem bila za Janeza Janšo, pa tudi zdaj nisem, no. Mislim, poskušam ostati čim bolj nepristranska, ampak pogledati na vsakega politika z neko srčnostjo oziroma pač z nekega vidika, da vsi ti politiki so seveda tudi ljudje, ki imajo svoje čustva, ki imajo neke svoje, pač neko svojo svetlo plat. In v bistvu ta del me je na nek način povezal z njim. On je bil takrat kot zelo pomemben, pač od njega je bila odvisna osamosvojitev Slovenije in zmaga nad Jugoslavijo, bil je pod velikimi pritiski in pač, ko sem se jaz rodila, se vse po naključju kar naenkrat obrnilo, brez boja, vozila so se kar sama od sebe kvarila, in pač meni je lepo razmisliti oziroma živeti v ideji, da sem jaz s tem, ko sem prišla na svet, prinesla mir v Slovenijo. Ok? Super. Ampak tle pa je še ena pomembna stvar, ne, tukaj pove, čakaj, glej to. Je nekaj ključnih dogodkov v vojni za Slovenijo, ki so nepozabni. Eden od teh je prodor prve tankovske brigade Jugoslovanske armade, prve oklepne brigade z vojašnice na Vrhniki proti Iz vojašnice na Vrhniki. Tle so v bistvu šli čez tele blokade, te jugoslovanski vojaki. In zakaj mi je to spet tako blizu? Ker jaz imam fanta iz Vrhnike in v bistvu živim na Vrhniki, oziroma zdaj sem na meji med Logatcem in Vrhniko, na Zaplani, tam, kjer je živel tudi Drnovšek.
mi je tako zanimivo, ker je pač ta Dragonja, ki sem jo že na začetku omenjala, če zdaj samo na kratko povem, ko sem se jaz rodila na dan 3. 7., je moj oče šel iz Novigrada, ki je Istrijan, je šel iz Novigrada v Koper in ker so bile meje zaprte zaradi vojne, je mogel s katrco voziti po gozdovih, v prtljažniku je imel šnopc in je pač tem vojakom dajal šnopc in jih prosil, naj ga spustijo v Slovenijo, da gre pogledat svojo novorojeno hči. In seveda te vojaki so ga spustili, kar mravljinci so me zdaj spreleteli. Se pravi, Dragonja je nekako pomembna in predvsem pa tlele Vrhnika, ne, spet ena povezava z mano, ker naključje je hotelo, da se zaljubim na Vrhniki in tudi živim na Vrhniki. Na Vrhniki sem živela od 2019 do 2024, potem pa sem se pač preselila na Zaplano. In se mi zdi ena taka zanimiva sinhroniciteta. Zdaj, seveda, kljub temu, da se je on boril za Slovenijo in osamosvojitev, seveda so bile tukaj tudi smrtne žrtve, ampak kot reče tudi Janez, hvala Bogu, jih ni bilo veliko oziroma jih je bilo razmeroma malo, tako na naši strani kot tudi na njihovi. In tukaj bi rada v bistvu pokazala tale detajl, kjer je ful pomembno, da spremljate njegov glas, njegov ton govora. Zdaj, vojni za Slovenijo je bilo, hvala Bogu, malo žrtev na obeh straneh, so pa žrtve bile. Praktično poznam vse, ki so padli na strani teritorialne obrambe po imenih, še vedno se srečujemo z njihovimi svojci. Večinoma je šlo za mlade fante z komaj rojenimi otroki. Tukaj, pozor. In Slovenci smo tem ljudem zelo veliko dolžni. Zdaj, kar mravljinci so me spreleteli, tisti, ki znajo čutiti energijo, ki imajo vsaj malček tako, lahko razberejo, da je tukaj Janezu zelo, zelo težko. Zelo težko so mu šle te besede iz ust, logično. Oziroma, čuti se, da mu je hudo zato, ker so pač določeni ljudje izgubili življenje. Bile so borbe, ampak v bistvu je Jugoslavija tista, ki je napadala in Jugoslavija je kriva sploh za to vojno. Tako bi jaz to rekla, ker mislim, tu mi lahko nekdo, ne vem, da neke kontra argumente in pove, ja ne, Slovenija to je naredila narobe in to, ampak Slovenija se je pač hotela osamosvojiti in vsak normalen človek bi tle dopustil, ampak Jugoslavija je bila tle v krivdi, ker niso dopustili in še potem so napadli zato, ker se Slovenija hotela osamosvojiti. Se mu čuti napetost v glasu, se čuti, da ima cmok v grlu. In Slovenci smo tem ljudem zelo veliko dolžni. In spet drži roke v taki poziciji, kar kaže na to, da se čustveno regulira, hoče ostati trden, močen človek, ne more se on zdaj tle zjokati na dokumentarcu, ampak čuti se, da mu je zelo, zelo težko in da mu je hudo zaradi tega. Ampak pač čuti on tudi del svoje krivde, ampak na koncu koncev on se je branil, ne, kriva je pač Jugoslavija, no, če smo lahko, pač to, tako je moje mnenje, no. Kot nekdo, ki ne pozna dejanskega ozadja vseh detajlov zgodbe. Okej. Potem gremo v 6. kader v knjižnico in ta del je bil meni najbolj všeč. Zakaj mi je bil ta del najbolj všeč? Zato, ker dejansko je povedal ful takih stvari, s katerimi sem se jaz zelo, zelo poistovetila, ampak evo, spet imamo to centralno kompozicijo, to mi gre tako na živce, vse je tako centralno, on je oziroma simetrično, on je tle v centru, pač simetrija, strogost, to mi ni všeč, ne, tle bi lahko ta režiser ali pa scenograf poskrbel, da je malček bolj dinamično, ampak okej, ne, tle spet ne vemo, zakaj so si izbrali to centralno kompozicijo, ali zato, ker jim je primanjkovalo kreativnosti, ali pa zato, ker so v bistvu dejansko hoteli to tako
uprizoriti, ampak on tukaj v glavnem govori o svojih knjigah. Zdaj, tukaj sem se z njim ful poistovetila v tem delu. Zdaj, to, da bolje pišem, kot govorim, sem verjetno začutil prvič v prvem razredu, ko mi učiteljica naročila obnovo tiste knjige Kdo je sešil Vitko Srajčko. Jaz sem napisal obnovo, ker je bilo vse tisto, kar je v knjigi, pa še nekaj sem dodal, ne. To mi je bilo tako všeč. Kot sem že povedala v tem prazničnem reportu, čakaj, sem tam takole, evo, da zgleda, kot da se z njim pogovarjam. Hej, ker jaz tudi ful boljše pišem, kot govorim, zato ker pač meni misli preveč letijo in če govorim prosto, dostikrat grem v tako različne strukture, ampak jaz sem napisala svojo knjigo, takoj jo bom pokazala. Fora te moje knjige pa je, da o njej govorim o teh energijskih svetovih in kako sem v bistvu vstopala v te svetove. Na koncu knjige, zadnje 2 strani, tam pa manjka v bistvu dialekt, prisotne so samo navednice in ločila. In ko je on rekel, da je napisal vse, kar je bilo v knjigi, pa še nekaj je dodal, sem takoj se spomnila na mojo knjigo in sem si rekla, wow, mogoče pa bi bila ta knjiga njemu zanimiva, bolj iz tega vidika, ker bi lahko še nekaj dodal. No, potem druga stvar, ki mi je bila tle zanimiva, je pa že kmalu po 1 minutki. Sem zjutraj prinesel knjige nazaj v knjižnico. Je rekla knjižničarka, pa nisi to že oboje prebral čez noč. Sem rekel, jaz sem. Je rekla, ti ne verjamem, pridi jutri, da dobiš druge. Tako da, mladih let. To mi je bilo tudi všeč, torej zakaj sem tle tako spet začutila tisto neko vznemirjenje, zaradi tega, ker moja knjiga je tako zastavljena, da ima notri blokade, torej da ne moreš prebrati cele v enem dnevu ali pa v eni noči, ampak te dejansko knjiga ustavi in ti reče, odloži knjigo in prespi. Zdaj bom takoj pokazala to mojo knjigo, samo da gremo še na tale delček, ki je tudi povezan in je tako mi ful simpatičen. V mladih letih sem jaz tak privrženec romantičnega realizma, ne, in ko sem pač razmišljal, tako knjigo napisal, ne, sem se videl pač v teh okvirih. In zdaj, ko je šel moj roman Noriško kraljestvo, so mi nekateri rekli, ti si še vedno tam, a ne. Je pa seveda danes literatura nekaj drugega, bolj modernega, že po naslovnicah knjig se to vidi. Jaz pa sem verjetno ostal nekje vmes. No, tle mi je bilo tudi to tako zanimivo. Ta moderna literatura, namreč zdaj upam, da se vidi mene, ker jaz zdaj ne vidim, kaj se vidi. Potem pa imamo tle še en tak del, ki me je tudi ful tako presenetil. Spomnim se ene debate v Državnem zboru, ko so enega od ministrov neke leve vlade vprašali, zdaj, kako pa gledate na to, da pač taki, ki kritizirate, to sem jaz, ne, zdaj piše tudi neko knjigo, ali bo to kaj spremenilo vaše poglede. In ta minister je odgovoril, kdo pa danes še bere knjige, ne. Jaz sem se takrat spomnil tistega izreka enega od klasikov, ki je rekel, boj se človeka z eno knjigo. To mi je bilo tako všeč, boj se človeka z eno knjigo. In zakaj mi je bilo to všeč? Zato, ker jaz sem človek z eno knjigo. No, ta del moram posneti še enkrat, ker se ni videlo. Tako da, evo, to je ta knjiga. Sicer sem jo že pokazala v videu Praznični report, ali kako sem poimenovala. In ja, pač je zamegljeno, ker imam tako nastavljen zoom, no, da mi zamegli, ampak je taka definitivno moderna naslovnica, brez naslova. Prikazuje pa v bistvu žensko in moško energijo, ki jo imamo vsi v sebi, in v bistvu point je, da najdemo ravnovesje med njima. Potem ta del tukaj, zadnje 2 strani ni dialoga, je izbrisan oziroma skrit, in to je ta del, ki se mi je zdelo, da bi lahko Janez še nekaj dodal, in bi me definitivno zanimalo, kaj bi on tle notri videl. Potem imamo v tej knjigi take blokade, ne, ko piše
odloži knjigo in prespi. Zakaj? Zato, ker ta knjiga je zelo pestra, zelo veliko dogajanja. Fora te knjige pa je tudi ta, da jo moraš večkrat prebrati, da jo resnično razumeš. Ko jo greš brati drugič, se ti zdi, da bereš drugo knjigo. Zdaj, naslov te trilogije je SLT, prvi del te trilogije pa je naslov Steve in to je pač ta moj učitelj. Zdaj, ta moj učitelj, kot sem rekla, ima zelo podobno energijo kot Janez Janša, s tem, da ta moj učitelj je malček bolj perverzen, tako da prvi del bi bil tak malček škakljiv, če lahko tako rečem. Tako da prvi del knjige je tudi tako bolj erotičen, malček stisne na tiste predsodke, sploh pri nekih vernih ljudeh jim je mogoče malček tako preveč tabu tema na začetku, ampak po nekem času sem jaz tega mojega učitelja pač uspela spucati in pol se knjiga malo lepše nadaljuje, oziroma lepo se nadaljuje. To stran bi rada pokazala. To ni knjiga, to ni roman, to ni domišljija. Kako bi jaz, kakšno zvrst bi jaz pripisala tej knjigi? Težko je reči, da zato, ker ima ogromno enih različnih zvrsti, ampak najbolj bi rekla, da je nek tak psihološki, transformativni roman, ker ti pomaga v bistvu pogledati globlje tudi vase. Ta knjiga v mnogih pogledih bere tebe, torej je zapisana tako, da ti omogoča lastne interpretacije. Če te zanima ta knjiga, če si jo želiš prebrati, bom spodaj pustila link, kjer jo lahko kupiš. No, potem pa gremo v 7. kader in sicer na Bled, ne, spet imamo to centralno kompozicijo, tle vsaj narava naredi malček dinamike, ker imamo tukaj torej tale otok, pa je tle malček odprto, tako da je v bistvu tako taka malček lepša kompozicija, ampak spet ne tako zelo centralno, tudi tukaj vidi se, da pač mu je to še, pač ne da mu je težko govoriti o tem, ampak tako zelo se zadržuje, da bi ohranjal čim bolj čisti govor, se mi zdi, no, da ne vmešava toliko nekih svojih čustev in subjektivnih pogledov na to dogajanje. Je pa tle večinoma govoril o Evropskem parlamentu in tudi o covidu in o času, ko se je začela vojna v Ukrajini. In tle bi rada pokazala en zelo pomemben detajl, namreč takrat, ne, ko se je začela ta vojna, je on šel v Kijev ali kam že, pa že so se dobili s tem predsednikom Ukrajine, ne, tole. Je šel v Rusijo in takrat se spomnim, da so govorili, da je to bilo vse zrežirano in da v bistvu se oni sploh niso dobili, kaj sem rekla, Rusijo, v Ukrajino, da se oni sploh niso dobili v Ukrajini ali pač kjerkoli so vseeno, ampak da so se dobili kar nekje na Poljskem in da se je to bila neka gluma. In dajmo si pogledati ta delček. Tukaj dajte biti pozorni na obrazno mimiko in na ton glasu. Kar se mi je zdelo daleč najbolj tragikomično v tej situaciji so bili novinarski zapisi, če že sploh nismo šli v Kijev, ampak da smo bili nekje na Poljskem, ne, pa da je bila to vse kulisa. Kljub temu, no, da. Zdaj ne vem, če ste opazili, ampak opazili ste, da se je zasmejal, ampak dajmo še enkrat pogledati. Kar se mi je zdelo daleč najbolj tragikomično v tej situaciji so bili novinarski zapisi, če že sploh nismo šli v Kijev, ampak da smo bili nekje na Poljskem, ne, pa da je bila to vse kulisa. Ta nasmešek je tako zelo iskren nasmešek, ki pride pravilno, ko se res posmehuješ, ne posmehuješ, ko ti je smešno, da ti si nekam šel in potem, ko vidiš zgodbe, kaj se ljudje napletejo, ti je pač smešno. To je tak iskren nasmeh in potem pa tle bo res en kratek detajl. Dajmo biti pozorni na njegove obrvi. Zelo subtilen gib, pač kot sem večkrat rekla, on ima zelo malo obrazne mimike, ampak se jo da prepoznati v nekih ključnih trenutkih, je tako pač dvignil obrvi in ta gib je nakazoval na to, da pač tukaj, kar ti lahko rečem, je to, da je to bilo iskreno iz njegove strani. Kar pomeni, da so ti novinarji pač lagali in si izmišljevali in ko je dal tako obrvi gor, je bilo kot ono,
pač tragikomično, dobesedno mu je smešno, ampak hkrati žalostno in hkrati mu je bilo na nek način krivo, ker se je temu posmehoval. Ok, potem gremo na tukaj na naslednji kader, tukaj pa smo na njegovi domačiji, se pravi pri njemu doma. Zdaj, v tem delu je v bistvu še največ uporabljal svojo obrazno mimiko. Tle sem razbrala zelo veliko zanimivih detajlov, ampak ker se to nanaša na njegovo družino, na njegovo osebno življenje, se tukaj ne bom spuščala v to, naj to pač ostane tle, kar je. Tisti, ki znajo brati obrazno mimiko, ki znajo brati subtilne energije in skrita sporočila med besedami, bodo razumeli, bodo našli te detajle, ostali pa pač ne in tako je tudi prav. No, zdaj, pol smo pa imeli še zadnji kader in sicer 9. kader. Tle pa govori predvsem o gorah, o alpinizmu, in v bistvu mogoče ta delček bi izpostavila. Gore je tudi mesto, kraj, kjer človek sreča samega sebe. In še ta del. V gorah človek postane ponižen, ne. Zave se, da ni on tisti, ki ima vse v rokah, ne, da so sile, ki so daleč nad njim. No, in da nekdo to reče, človek, ki reče, so sile, ki so daleč nad njim, je zame človek, ki se zaveda, da pač človek, ki to reče, je človek, ki nima močnega ega. Oziroma ima močen ego takrat, kadar ga pač mora imeti zaradi okoliščin, v katerih je. Ampak to mi je dalo vedeti, da se zaveda in v bistvu ta del mi je tudi potrdil to, zakaj ga jaz vidim na tem visokem nivoju, zakaj se lahko z njim povežem. Čakaj, zdaj jaz ne bom več, pač to je to, kar smo si pogledali od dokumentarca. Torej to, da se on zaveda, da so neke višje sile nad njim, mi pove v bistvu veliko o globini nekega človeka in tukaj pač sem začutila to njegovo globino. Če nič drugega, vsaj takrat, ko gre v gore, je povezan s to, pač se zaveda, postane ponižen, kot je rekel. In v bistvu glih zaradi takih stvari mi je dal plus točke, namreč marsikateri ljudje, sploh tisti, ki dejansko delujejo ful iz ega, ne bodo priznali, da so gor višje sile. Taki ljudje imajo radi kontrolo v svojih rokah. Če pa ti se zavedaš, da so neke višje sile, da so neke stvari, ki se jih ne da razložiti in ko se včasih, ko nimaš kontrole nad njimi, že kaže na to, da imaš zdrav odnos do svojega ega. Zdaj, kadar si ti v politiki, ne, kjer si oborožen z raznimi egi, je tudi, pač ti moraš svoj ego dati, ne moreš biti zdaj neka krasna duša, ker če ne te požrejo, te uničijo, halo. To je isto, kot da se greš boriti brez orožja. In če se ti pogovarjaš z egom, moraš iti v ego. Če ne, te ta oseba praktično uniči. In kadar se pa, in ti kot neka energijsko močna oseba, imaš seveda tudi zelo močen ego. Ampak ga vklopiš takrat, kadar je potrebno in kadar si v nasprotniku z nekom, ki ima močen ego, je prav, da daš tudi ti svoj ego na površje in ga s tem uničiš in ko ga uničiš, takrat pa pokažeš to svojo drugo plat. Zdaj, marsikateri te duhovni ljudje se z mano ne bodo strinjali, ker pravijo, ego in konflikti, ne, to moramo biti vsi v pravljici, dobra duša, pač to so zame. Ampak pač to so zame ljudje, ki niso v stiku z realnostjo. Pač živimo na fucking zemlji, daj nehajte mi soliti pamet. Zdaj, ena mi je napisala tudi, kao, da duhovni ljudje se ne ukvarjamo z drugimi, se usmerjamo vase. Pa dobro, ženska, dej pa, se boš ti celo življenje usmerjala. Jaz se usmerjam vase že fucking celo moje življenje. A lahko se ukvarjam s svetom enkrat za spremembo, lahko komentiram, lahko opazujem, lahko sodim. Ona mi je rekla, da sodim, a mene je ona sodila, ne. Pač take stvari, vidiš. Ljudje, ti duhovni ljudje so toliko pametni in toliko polni samih sebe, govorijo, kako ego moraš dati na stran, a govorijo ves čas samo iz tega njihovega ega. Skratka, ok, zdaj, ko smo končali s to strukturo, pojmo še malo na free flow, kar je meni ljubše, ne, tako govoriti, kot grejo misli. Zdaj, če jaz povzamem, recimo tale portal Mladina je, kot sem že povedala v tistem reportu, dal izjemno
zelo subjektivno kritiko na tale dokumentarc. Povedali so kot v smislu, da gre to za nek nizkoproračunski film, pa da režiser se ni hotel podpisati, in so to videli kot neko oziroma so to dali kot neko kritiko. Specifično je to kritiko napisala ena ženska, zdaj se ne spomnim njenega imena, pa tudi ne bom šla brskati, ker brez zdaj dajemo kakršnokoli pozornost. Pač njena kritika je bila izjemno otročja, ker se je več kot očitno videlo, da ona Janeza sovraži in zdaj zakaj otročja? Nič ni narobe, če je ona imela tako kritiko in tak pogled. Fora je, da bi taka kritika sodila pod njen osebni profil, ne pa pod nek portal Mladina, se pravi kot nek novinarski prispevek. Pač point novinarjev je, da morajo stati objektivni. To je v bistvu tisto, kar novinarja dela dobrega, biti objektiven. Torej, kadar napišeš neko kritiko, da se ne vidi, na kateri strani stojiš. Ampak kot novinar je prav, da ostaneš čim bolj objektiven pri svojih kritikah, ona pa je šla res v ekstremno subjektivnost. Point tega dokumentarca je bil, po mojem mnenju, da je pač Janez povedal svojo zgodbo. Jaz si tudi mislim, da ni bil Janez tisti, ki je bil pobudnik tega filma, tako kot je pač govorila ta ženska v Mladini. Se pravi, jaz nisem začutila, da bi Janez rekel, jaz pa hočem posneti dokumentarc o sebi. Ker če bi si to želel, bi posnel on, dosti to bolj drugače se mi zdi. Jaz si mislim, da je ta dokumentarc nastal na pobudo članov SDS stranke, kjer so nekako začutili potrebo, da bi morda Janez predstavil neko svojo perspektivo, da bi mogoče spregovoril o tistih nekih bolj čustvenih zadevah. Morda je ta dokumentarc nastal tudi na pobudo koga tretjega, ki je pač hotel to raziskati. Ne vemo, ker ni nihče napisan, nihče ni podpisan pod tem dokumentarcem, kar je to tudi tale gospa iz Mladine ostro obsojala. Jaz pa bom rekla tako. Podpisati se pod tak dokumentarc je lahko izjemno nevarno. Okay. Zakaj je nevarno? Že jaz sem neka Teja Bažon, ne, noben ne ve zame. Tle na videu, na YouTubeu snemam neke zgodbice in sem že dobila grožnje. Da ne govorimo o negativnih komentarjih, ampak dobila sem sporočilo privat sporočilo, kjer sem bila opozorjena, naj neham govoriti o Janezu Janši, ker če ne me bodo ljudje zmleli. Ampak, če si pa ti nek režiser in se podpišeš spodaj pod tak film, pač dejansko si lahko zelo ogrožen, zdaj odvisno, kakšno imaš ti kariero. In če imaš ti kariero in sodeluješ z ljudmi, kjer ne smeš biti politično opredeljen oziroma moraš skrivati svojo politično opredeljenost, je to, da se podpišeš pod nek film, lahko ključno in zelo negativno vpliva na tvojo kariero. Tako da lahko, da se režiser ni podpisal pod ta film prav iz tega razloga, ker ni želel v bistvu se poistovetiti s tem oziroma ni želel dati slike, kot da je on zdaj Janezov privrženec, ali pa morda je tudi vedel, da bo ta dokumentarc dobil neke kritike, ker itak pač dosti je teh antijanšistov, pač praktično pol Slovenije ga sovraži, če ne celo še več. In logično je, da se pričakuje, da je ta film tudi lahko še kaj podkrepil te negativne komentarje. In če si ti v neki taki vlogi, kjer pač se ne smeš politično opredeljevati, seveda se pod tak film ne boš podpisal. Tudi, če si nanj ponosen. Zdaj, ta ženska je kot kritizirala v smislu, ta dokumentarc pa je tako slab, da se še režiser ni hotel podpisati spodaj, ne. Ampak, če bi se pa on podpisal, mislim, ta ženska bi ga zmlela, ne. Ona bi mu rekla, bofe, kaj vse ta tip naredil za Janeza, bofe, koliko denarja dobil, blablabla, pač. Tudi meni so rekli, da me Janez plačuje, da sem njegova plačanka, da ga zelo dobro poznam, v smislu tako, da pač jaz sem njegov skriti, ne vem kaj. Tako da evo, to je nekako ta moja kritika, analiza. Sicer, če bi si želela, bi lahko še več povedala, ampak to so take subtilne energije, da je mogoče škoda, oziroma dosti je takih stvari, ko jih je težko ubesediti, ne, in
To sem si želela dati ven in zdaj pa, kaj je ta zgodba, ki bi jo jaz mogla predati, ne vem, bomo videli, če jim bo Janez še kaj povedal na energetskem nivoju, če jim bo še kam usmeril, če se bo še kaj odprlo in če se bo, definitivno povem še ta njegov vidik. Sicer pa naprej program je tak, da v nedeljo pride nov vpogled za novega politika in torej bom se verjetno fokusirala na Miha Kordiša, kasneje pa pride še Zoran Stefanovič iz stranke Resnica. In včeraj sem šla samo malček pokukati v njegov svet in to bo velik izziv. Lepo se imejte, dosti se smejte in ne se kregati. Čau, čau!